V rastlinjaku Arboretuma Volčji Potok so zacvetele vitezove zvezde. Pri strokovnem poimenovanju teh rastlin obstaja kar nekaj zmede, zato vam bodo v vrtnih centrih čebulice vitezovih zvezd prodajali pod imenom amarylisi. Amarylisi uspevajo na povsem drugem kontinentu, v Južni Afriki. Vitezove zvezde pa uspevajo v tropskih predelih Amerike. V preteklosti so jih zaradi podobnosti združevali v isti rod, kasneje pa razdružili in vitezovim zvezdam nadeli novo strokovno ime – Hippeastrum. V naravi naj bi bilo vpisanih več kot 90 različnih vrst vitezovih zvezd, človek pa je s križanjem ustvaril preko 600 različnih sort. Sorte vitezovih zvezd se razlikujejo ne le po obliki in barvi cvetov, temveč tudi po velikosti same rastline. Poznamo torej večje in manjše in take, ki imajo v cvetu bodisi dvojno ali enojno število cvetnih lističev. Nekaj posebnega so tiste, ki imajo zrasle cvetne lističe in imajo cvetove podobne trobentam. Zanimivo je to, da moderne sorte razen redkih izjem nimajo vonja. Vonj je namreč lastnost, ki se deduje recesivno. To pomeni, da potomci dišečih in nedišečih sort praviloma ne dišijo. Pri postopku žlahtnjenja se torej prijeten vonj lahko izgubi. Vitezovo zvezdo je mogoče z nekaj vrtnarske spretnosti pripraviti do tega, da cveti že za božič. Čebulico vitezove zvezde posadimo 6 tednov pred želenim časom cvetenja. Korenine čebulice najprej čez noč namočimo v mlačni vodi. Poskrbimo, da bodo namočene le korenine, ne pa cela čebulica. Nato jo posadimo v cvetlični lonček s substratom. Lonček mora biti nekoliko večji od čebulice, čebula pa naj s svojim zgornjim delom gleda nad substrat. Ob ustrezni negi ni nobenega razloga, da čebulica vitezove zvezde ne bi zacvetela. Tiste, ki imajo v svojih stanovanjih prav posebej dobre pogoje, bojo vitezove zvezde nagradile z rodnimi čebulicami, ki se pojavijo ob straneh čebulice. Te lahko ločimo od materinske čebulice šele takrat, ko zrastejo do četrtine njene velikosti. Po ločitvi jih lahko posadimo v ločen lonček in čez 3 leta nam bo nova čebulica zacvetela.